Super je. Jaz sem bil v dijaškem domu, tam je tudi super. Tukaj imate super delavnice, to sem jaz prvič tukaj. Na tem taboru smo izdelovali take mikročipe, ki lahko jih programiraš, da spreminja svetlobo. Na taboru smo se imeli super, sicer mi smo se ukvarjali z tem, da smo preko vmesnika Raspberry Pija kontrolirali rumbe. Povezali smo jih preko kabla in potem smo zagnali program na Raspberryju, ki je potem s posebno komunikacijo vodil rumbo in sicer vodil je njene motorje ter bral podatke z njenih senzorjev. Malo drugače, kot sem si predstavljal, je bilo malo nesreč zdaj tukaj. Je bilo malo več senzorjev, kot sem mislil. Oprema je kvalitetna, najnovejša, kot tukaj vidimo. Drugače pa tudi v zgoraj, ko smo bili v učilnicah, je tudi opremljen za sodobno delo. Naučili smo se narediti spletno stran v HTML-ju s pomočjo CSS-ja, JavaScripta, PHP-ja pa MySQL-a. Tabor bi predlagal vsem, ki si želijo naučiti programirati, narediti svojo spletno stran. Mentorji so mi bili zelo všeč in mi pomagajo. Ja, bilo je fajno, saj sem se naučil programirati in upravljati z roboti. Ja, zanima me programiranje in robotika. V ponedeljek smo naredili robote, nekateri po načrtu, nekateri pač tako, sami. Drugi dan in ostale dni smo jih pa začeli programirati, ker bomo jutri imeli tekmovanje. Vsi roboti bodo imeli enako nalogo, vsak bo mogel prinesti prave barve škatlico, dati prave barve koš. Iz navadnega kolesa smo delali električen kolo smo naredili, dodali smo baterijo in motor. Zelo v redu, ljudje zabavni, imajo odličen smisel za humor. Imamo dva dela delavnice in v prvem delu delavnice smo delali EKG merilnik, ki je merilec srčnega utripa. V drugem delu delavnice smo pa delali elektroparacijo, ki je, v bistvu smo spustili električni tok skozi celico, da so se v membrani naredile luknje, pore in smo pol vanjo lahko dali stvari, ki jih prej ne bi mogli. Super smo se imeli, šli smo okrog, na dve ekskurziji smo šli smo v dve tovarni. Pa smo šli pa danes še v delavnico, pa smo izdelali pač svoje luči. Meni je bilo super.
Potem pa smo pač seveda bili še na Trigi, na inštitutu Jožefa Štefana, ker smo še šli odgledati reaktor, ki ga imajo tam, pa njihov pospeševalnik. Delali smo pa v glavnem tale Geigerjev števc, je ena stvar, ki smo jo izdelali, pač naprava, ki meri radioaktivno sevanje. Ful je bilo dobro, veliko stvari smo delali na Scratchu. Jaz delam zdaj tako, da se pač te LED lučke prižigajo pa ugašajo. Na program, na pač te Raspberry Pi. Svoje znanje, ki sem ga že imel v videoprodukciji in o snemanju s kamero, sem to v bistvu neke vrste nadgradil. Tudi kaj novega sem se naučil. Ja, montirali smo vseh teh 5 dni. In pol se je pa začela montaža, najprej malo prevajanje na Mac, pol pa zares. Šli smo na ekskurzijo v RTV in smo prišli v neko predsobo in so nam tam razlagali, iz katerih materialov je zgrajen RTV. Potem smo šli in smo spoznali enega voditelja Val 202, ki je bil ful zanimiva osebnost. Potem smo si še neke studije ogledovali in pa smo šli še na Stodolist. Na tej delavnici smo izdelali ročko, katera je lahko kot tipkovnica in z njo upravljamo Google Earth. S tem, ko nagibamo, se premika po tipkovnici, pač v A, S, D ali pa naprej nazaj, levo, desno. Ja, na taboru smo najprej se učili o satelitih in o radijskih frekvencah, pa tudi potem, kako se signal prenaša pa modulira. Zdaj pa prisluškujemo ljudem okoli sveta, kaj si izmenjujejo po radijskih valovih. Kot vidite, imamo tukaj en tale steber, ki se vrti in gor lahko damo anteno, pol imamo pa še tole, ki se na roke vrti. Komu bi predlagal ta tabor? Ja, predlagal bi vsem, ki jih zanima satelitarstvo, in recimo tudi kakšno radioamaterstvo, da se pogovarjaš z ljudmi po celem svetu in pa da prisluškuješ, kaj si drugi govorijo. Dober, ker smo delali stvari, ki so bile kar težke, pa ker pač dosti stvari še nisem znal. Učili smo se od C programirati, prej sem delal sicer malo s C-jem, ampak nisem še kaj dosti vedel, pa mi je Jernej vse razložil, pač naš mentor. Programirali smo pametne avtomobile, ki se vozijo po črti, ki je narisana na belo platno in senzori zaznajo črno črto in se potem samodejno vozijo po njej, brez da kakorkoli kontroliraš. Na začetku smo delali tako, da smo se naučili, kako programirati Arduino, kako na internetu povezati Arduino, da dobimo podatke z njega. V sredo smo šli v Telekom, tam smo si ogledali serverje, neki so nam povedali o teh tehnologijah, kaj razvijajo v internetu. Delali smo vremenske postaje, ki bojo merili temperaturo, vlago pa pritisk. Zdaj se nam vremenska postaja gor testira, če res pravilno meri in bomo potem popravili napake, ki jih v bistvu ta vremenska postaja naredi.